zaupanje v medijev še vedno obstaja. Je vaša izkušnja takšna? Jaz mislim, da še vedno obstaja. Tudi raziskave pravzaprav to kažejo. Podeljuje se tudi neka nagrada o zaupanja vredni blagovni znamki. To tudi kaže, da so mediji relativno dobro zastopani in imajo dosti veliko zaupanje. Jaz mislim, da se v tem prostoru pravzaprav vsak medij, kolikor se le more, trudi to zaupanje tudi upravičiti. Seveda so okoliščine in pogoji taki, da mogoče včasih ni mogoče take kvalitete od sebe dati, kakor bi si jo tudi sami želeli, ampak mislim, da se bomo vsi do konca borili, da te pogoji, da se izboljšajo. To famo o nezaupanju ustvarjajo tisti, ki so na vrhu seznama najmanj zaupanja vrednih, in to vse analize oziroma raziskave kažejo, da so na vrhu politike, medtem ko smo novinarji po zaupanja vrednosti tik pod vrhom. Če ne veste, Slovenci najbolj zaupamo gasilcem, kmalu zatem smo pa že novinarji. Zdaj v zadnjem času se je zelo razširilo, da določeni ljudje, določena javnost rada karakterizira medije in razne priponke daje, uvršča na to ali drugo politično opcijo. Verjetno ste tudi v vaši medijski hiši bili deležni tega. Je v teh oznakah vseeno nekaj malega resnice? Kar zadeva našo medijsko hišo, moram reči, da jaz mislim, da te očitke absolutno ne držijo. Mi tudi dobivamo pravzaprav oznake, da smo levi od desne politike, oznake, da smo desni od leve politike, tako da to nam je vedno najboljši znak, da je z nami vse ok. Jaz mislim, da sploh ni težava v tem, če je medij levo ali desno usmerjen, dokler zgodbe, ki jih objavlja, držijo. Če so dejstva točna, če niso torej v drugačen kontekst, kot drži postavljena, potem jaz v tem sploh ne vidim nobenega problema. Če je medij levo ali desno usmerjen, jaz mislim, da to celo bogati slovenski medijski prostor. Pojavljalo se je kar nekaj opask, da so bralci ob nekaterih vaših zadnjih zgodbah, predtem vsem tista z kardinalom Retom, izgubili zaupanje v vaš produkt, glavni produkt vaše medijske hiše. Vaš komentar na to? Torej, v zgodbi ne bi. Zgodba se je rojevala in bila objavljena v nekih drugih časih, ko me ni bilo zraven. Dejstvo pa je, da tako branost kot naklada kažeta, da zgubljamo relativno najmanj med vsemi slovenskimi dnevniki, da je pa trend padanja naklad, je pa jasno vsem.